Prvo pogodbo so podpisali ta teden s Palomo za dobavo zemeljskega plina za leto in pol. Po zelo zanimivi pogodbi, in sicer da seveda plin pridobivamo na mednarodnih borzah, ga pripeljemo v Slovenijo in seveda zagotavljamo precej nižje cene, kot so danes oziroma so to zdaj imeli od konkurence. Gre za pilotni projekt, skozi katerega bodo vzpostavili vso potrebno infrastrukturo. Namen projekta je sicer širiti dobavo plina za gospodarstvo, čez nekaj let pa verjetno tudi za gospodinjstva. To zahteva seveda intenzivni razvoj tako kadrov kot računalniške oziroma informacijske infrastrukture, pa tudi raznih kontrolingov in tako naprej, da ne naredimo napak. In ko bomo dovolj zreli, se počutili dovolj močne, bomo šli tudi seveda na druge segmente trga in tudi mogoče v tujino, tako kot smo upirali pot na področju električne energije. Slovensko gospodarstvo plačuje za plin več kot konkurenca v Evropski uniji, zato bo cenejši plin pomembno vplival na slovenske odjemalce plina, je prepričan Novšak. In bomo na koncu omogočili konkurenčne cene plina za slovenski odjem. To pomeni konkurenčnost slovenskega gospodarstva napram podobnem gospodarstvu v Evropski uniji, saj izenačitev teh nabavnih pogojev, kar pa pomeni seveda, da bodo ta podjetja se lahko razvijala, nove dejavnosti, nova delovna mesta, nove izvozni artikli. V družbi GEN-I sicer delajo s 150 velikimi podjetji po Evropi, ki so hkrati dobavitelji tako elektrike kot tudi plina.